Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. Tokrat v naši oddaji gostimo Bogu posvečeno Focolarino, sicer pa veliko animatorko posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu v Slovenski cerkvi, gospo Dragico Čepar. Dobrodošli, gospa Čepar, v naši družbi. Lepo pozdravljeni, tudi jaz vse lepo pozdravljam in z veseljem se srečujem z vami prav na današnji dan, en dan, predno bo papež izvršil posvetitev. V teh dneh veliko razmišljamo o posvetitvi Ukrajine in Rusije, Marijinemu brezmadežnemu srcu, pa tudi sicer, kaj pomeni posvetitev. Prav s tem namenom smo vas povabili v našo oddajo, kajti ste gotovo ena največjih poznavalk, poleg gospoda stiškega opata Antona Nadraha, kar se tiče posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu. Kako vi doživljate v teh dneh in kako vas je pravzaprav zadela ta novica, da se je papež na pobudo ukrajinskih vernikov in škofov odločil, da bo posvetil Ukrajino in Rusijo Marijinemu brezmadežnemu srcu? V resnici od leta 2017, ko je bila 100. obletnica Fatimskih dogodkov, smo mi začeli moliti v ta namen. Evropska molitvena skupina. Povezali smo se iz različnih držav in smo molili, da bi se posvetila Evropa. Tako da na nek način smo to pričakovali oziroma molili smo z vero, ampak ko je pa prišla novica, da bo resnično se zgodilo to, seveda smo bili neizmerno veseli. Zelo veseli, ja. Zelo veseli, da je prišlo do tega dejanja, čeprav v tako krutih okoliščinah. Kaj je Marija konkretno naročila v Fatimi glede posvetitve njenemu brezmadežnemu srcu? Torej, leta 1917, ko se je prikazala fatimskim pastirčkom, je bila Prva svetovna vojna in Marija je pač povedala, da je treba se odpovedati grehu, da je treba moliti, zadoščevati, prositi odpuščanja za tiste, ki ne molijo, ki ne ljubijo Boga, ki ne upajo. In pastirčki so res to dosledno izpolnjevali, zato so danes že svetniki. Seveda razširiti to sporočilo po svetu ni bilo tako enostavno, ker kot vidimo pri vseh prikazovanjih je kar precej ovir, da se širi takšno sporočilo tako ponižnih prejemnikov sporočila. Marija je tudi rekla, in to je del skrivnosti, oziroma to je druga skrivnost fatimska, da bo prišla prositi za posvetitev Rusije. Da bo prišla prositi za posvetitev Rusije in je rekla, če bodo to mojo prošnjo izvršili, bo mir, če ne se bo začela druga, še hujša vojna. Leta, meni se zdi, da je bilo to 25, je resnično Marija rekla sestri Luciji, prišel je čas, ko Bog hoče, želi, da sporočiš cerkvi, da papež z vsemi škofi sveta opravi posvetitev Rusije. In Rusija se bo spreobrnila in zavladal bo mir. Večkrat lahko zasledimo, da je fatimska vitkinja Lucija nekako bila žalostna proti koncu svojega življenja in je celo jokala, pa so potem nekako izvedeli, da je jokala prav zaradi tega, ker ni mogla v polnosti uresničiti tega, kar je Marija od nje pričakovala. Kje so bile ovire pravzaprav za to njeno neizpolnitev in pravzaprav za to, da ni mogla biti ob koncu dovolj zadovoljna z opravljeno svojo nalogo? Mislim, da nihče od nas nikoli ni dovolj zadovoljen s svojo opravljeno nalogo, ker je tudi tako skrivnostna ta naloga. Sestra Lucija je resnično jokala, ko je prvič obiskala Fatimo, potem, ko je bila že v klauzuri. In ko je bila na Hjacintinem grobu, je jokala in je škof vprašal, zakaj joka. In je rekla, zato ker Hjacinta predno je umrla, mi je rekla,
da ne boš molčala, ko nastopi trenutek. A veš, ti ostaneš na zemlji samo zato, da pospešuješ češčenje Marijinega brezmadežnega srca. In sestra Lucija se je pač spraševala, ali je ona izpolnila to, da tudi Hjacintin testament. Ne? To je tisto, kar je meni poznano o Lucijinem joku. Zakaj je bilo tako pomembno, ko ste dejali, da bi takratni papež skupaj z vsemi škofi sveta uresničil to Marijino naročilo in posvetil Rusijo njenemu brezmadežnemu srcu? Ja, to bi bilo treba vprašati Marijo, ne? Pomembno. To so božje skrivnosti, ne? Ali jih sprejmeš, nekoč je rekel pater Nadrah, to sem si zelo zapomnila, božja naročila je treba izpolnjevati dosledno in pravočasno. Ne? Tako da pač vem, da je sestra Lucija Jezusa prosila v molitvi, ker je imela toliko ovir pri izpolnjevanju te naloge, kako naj ona papežu sporoči, kaj naj papež naredi. Ni to malo nenavadno? Ne? In je rekla Jezusu, a res ne moreš rešiti sveta drugače kot s to posvetitvijo? In Jezus je v molitvi odgovoril ne. Zato, ker milosti za ta čas so zaupane, Bog jih je izročil srcu moje matere. Ne? Tako da to je skrivnost. Ne? To je skrivnost. Zakaj? Tako so se pač tam gor odločili. V kolikšni meri menite, je bila ta prva posvetitev uresničena strani tedanjega papeža? Kajti, kot ste dejali, Marija je opozorila vitkinjo na to, če se ne bo izvršila ta posvetitev tako, kot je želela, kot je dejala, se bo začela druga, še hujša vojna. Da bo cerkev preganjana, sveti oče in ne vem kaj vse, ne? Ja, konkretno je Marija rekla, ne, ko boste videli eno noč osvetljeno z neznano lučjo, vedite, da se približuje dan, znamenje, ki vam ga Bog daje, da bo kaznoval svet za njegove zločine z vojno, z lakoto, z preganjanje cerkve in svetega očeta. Da bi to preprečila, je rekla Marija, bom prišla prositi za posvetitev Rusije mojemu brezmadežnemu srcu in za dostilno pobožnost 5 prvih sobot. Če bojo sprejeli moje prošnje, se bo Rusija spreobrnila in bodo imeli mir. Če ne, bo razširjala svoje zmote po svetu, vojne, preganjanja cerkve in tako dalje. Dobri bodo mučeni. Sveti oče bo moral veliko trpeti, različni narodi bodo uničeni. Končno bo moje brezmadežno srce zmagalo. Sveti oče mi bo posvetil Rusijo, ki se bo spreobrnila in dano bo obdobje miru svetu. Katere posvetitve strani dosedanjih papežev od leta 1917 do danes pa so se zgodile v cerkvi? Ja, vemo, da je recimo pravzaprav Pij XII, ne, Lucija mu je pisala, mislim, da je bilo to leta 1942, mu je Lucija pisala, da bi odobril pobožnost 5 prvih sobot. Ne. Kot odgovor na to je papež takrat naredil dejanje posvetitve in je posvetil Marijinemu brezmadežnemu srcu v svet. Ni pa imenoval Rusije in tudi je to storil sam. Ne? Potem 10 let kasneje vemo, da je ponovil to dejanje in na poseben način poudaril posvetitev ruskih narodov. Takrat, ko je on naredil posvetitev leta 1942, recimo, ne, če se povežemo
na ta dogodek, ki je odmeval tudi v Sloveniji, je naš škof Rožman med prvimi, oziroma prvi v Evropi, edino Portugalci so prej to storili, ponovil to papeževo dejanje posvetitve z isto formulacijo molitve. In takrat so se v Sloveniji obhajale prve sobote od 1. januarja do maja, od prve sobote januarja do prve sobote maja. In recimo takrat je tudi padel prvi slovenski fatimski mučenec, Grozde. On je šel namreč v svojo župnijo, da bi spodbujal v župniji to posvetitev, ki naj bi se začela, in na tej poti, ki je imela ta namen, je daroval svoje mlado življenje. Potem je bila posvetitev, ki jo je naredil Janez Pavel II. Namreč, ko je Janez Pavel II. Utrpel atentat leta 1981, zanimivo, da je bilo to isto leto, kot so se začele prikazovanja v Medžugorju, in je... Torej 1981. Ja, in je takrat prosil, naj mu prinesejo fatimsko skrivnost v bolnico. In on, ko je bral to fatimsko skrivnost, je razumel, da mora narediti posvetitev. Ker je bil prepričan, da je njegovo življenje rešila Fatimska Mati Božja, ker atentat se je izvršil točno 13. maja, ko je bilo prvo prikazanje v Fatimi, oziroma obletnica prvega prikazanja v Fatimi. In je potem hotel to res narediti čim prej. In ko je malo okreval, torej že čez 1 leto, se je šel v Fatimo Mariji zahvaliti in izvršil posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu srcu. Ne da bi izrecno omenil Rusijo, ampak tako, bolj med vrsticami. Takrat je sestra Lucija rekla, da ni bilo narejeno tako, kot je Marija naročila. In papež Janez Pavel II. Je ponižno sprejel to pripombo sestre Lucije in je na to posvetitev skušal pripraviti vse škofe sveta, jih pisno povabil in leta 1984 je to posvetitev papež ponovil. Recimo zanimivo, glede te posvetitve je bilo Don Gobiju rečeno isti dan, ko je papež to posvetitev izvršil, 25. marca 1984, je Marija njemu rekla tole: sama sem razodela svojo voljo v Fatimi, ko sem se prikazala leta 1917. Večkrat sem prosila svojo hčerko, sestro Lucijo, ki je še na zemlji, da naj bi spolnili, kar sem mi zaupala. V zadnjih letih sem to željo po posvetitvi vztrajno izražala po sporočilih mojemu duhovniškemu gibanju. Danes pa spet vse prosim, naj se posvetijo mojemu brezmadežnemu srcu. V prvi vrsti to velja za papeža Janeza Pavla II., prvega ljubljenega sina. Pismeno je povabil škofe po vsem svetu, naj povezani z njim to posvetitev opravijo slovesno na današnji praznik. Žal, vsi škofje niso odgovorili na vabilo. Posebne okoliščine mu še niso dopuščali, da bi mi izrecno posvetil Rusijo, za kar sem večkrat prosila. Kakor sem vam že povedala, bo ta posvetitev opravljena šele tedaj, ko bodo že izbruhnili krvavi dogodki. In kako naj sedaj mi razumemo to odločitev papeža Frančiška, da bo se ta posvetitev pravzaprav zgodila ponovno? Ali torej sedanja ponovitev posvetitve Rusije, pa tudi Ukrajine, Marijinemu Brezmadežnemu srcu, pomeni, da dosedanje niso bile izvršene, kot je Marija naročila, ali kaj to pomeni? Ja, nikoli ni bila izrecno omenjena Rusija, ali pa je bila omenjena Rusija, pri Piju 12. leta, meni se zdi 52, ja. Ampak ni bila pa opravljena z vsemi škofi sveta. Tako da, recimo, zanimivo razmišljanje škofa ukrajinskega nadškofa iz Lvova je rekel, ja,
nekateri pravijo, da je posvetitev bila že izvršena, zakaj bi jo še enkrat delali, ne? Pravi, ja, v redu, bila je izvršena, recimo, da je bila izvršena in Marija v Fatimi rekla, po posvetitvi bo zavladalo obdobje miru. Zdaj se je to obdobje miru končalo in treba posvetitev obnoviti. Ponoviti. Tudi to je lahko ena razlaga, ne? Boljše več kot manj. Zakaj menite, je za Marijo tako pomembno, da papež posvetitev njenemu brezmadežnemu srcu izvrši v edinosti z vsemi škofi sveta? Ona ni želela le škofov. Tukaj razumemo, da so tukaj vključeni tudi vsi duhovniki cerkve in tudi vsi verniki, da bi sodelovali pri tej posvetitvi. Ali kako je to? Ja, jaz mislim zato, ker Marija spoštuje oblast škofov, ki jim jo je podelil njen sin. Ne? In oni so, kako bi človek rekel, jedro, ne, za edinost cerkve. Tako da jaz ne bi znala tega kaj dosti razlagati, ampak lahko pa to vidimo po sadovih. Ne? Recimo, ko je Fatimska Marija romala po Sloveniji in smo izvrševali te ljudske pobožnosti, prve sobote, spoved, zadoščevanje, delati družbo 15 minut Marinemu srcu na prvo soboto. Vse to z namenom, pomemben je namen. Namen zadoščevanja za grehe sveta, za žalitve Boga, za žalitve Marinega in Jezusovega srca. Ne? Takrat smo videli, da tam, kjer so se župniki skupaj z verniki odločili za to, so bile milosti zelo obilne. Recimo, ko smo z našimi škofi, recimo se zbirali v stolnicah in skupaj z njimi molili in častili Marijo in jo prosili, je bilo to nekaj čudovitega. Ne? Jaz se spomnim, da je mislim, da je bil nadškof dejal na Radio Ognišče, ko je Marija odšla, je označil ta dogodek, ki je bil v letu usmiljenja, 2016, je rekel, da je bil to najpomembnejši dogodek v tem letu v cerkvi na Slovenskem, da ni pričakoval, da bo Marija tako zelo približala Boga vernikom. Ne? In to je prav tisto, kar Marija dela. Ne? Ob Mariji smo se počutili veseli, ljubljeni, varni in radi smo se imeli, med seboj tudi. Recimo, če se spomnim, kako recimo lahko vpliva ta posvetitev tudi na povezavo med narodi. Ko je leta 17 bilo slovensko-hrvaško srečanje. In to je bilo tako napeta politika, da smo se bali z avtom iti čez mejo. In takrat je izgledalo, da nihče ne bo prišel od Hrvatov v Slovenijo. Sam škof, hrvaški predstavnik njihove cerkve, je rekel, mogoče jih bo prišlo 200. Ne? In takrat res smo premišljevali, ker tukaj v Sloveniji smo pa čutili to močno milost Marinega romanja. In smo rekli, mogoče bi pa jih pritegnila Marija, če bi jih povabili na srečanje z Marijo. In to se je res zgodilo, ne? Ta iniciativni odbor, ki ga je vodil gospod Lipovšek. In tako so povabili ponovno Fatimsko romarico. In zgodil se je čudež. Ne 200, ampak 3000 Hrvatov je prišlo. Tako da nihče ni mogel verjeti. Ne? In vseh skupaj, se ne moramo vedeti koliko, ampak pravijo 6 do 7 tisoč ljudi je bilo. Ampak to je bilo tako vzdušje medsebojnega spoštovanja, ljubezni, hvaležnosti. Sploh ni bilo tistega kot sicer. Ko smo prišli skupaj, tako je bilo nekaj napetega zapovedati o drugem narodu. Ne? In recimo že to je eno znamenje. Glejte, od takrat je minilo koliko? 5 let. Ne? 5 let. In ni dolgo nazaj, ko je rekel hrvaški predsednik, pa mi nemamo boljih suseda, kot so Slovenci. Ne? Recimo, to je recimo en sad. Ja, bojo rekli, politika tiha, ne vem kašna, kakorkoli. Ampak spremenilo se je. Sicer vprašanje, ki vam ga želim sedaj zastaviti, bi bilo morda bolj namenjeno kakšnemu teologu, pa vendar me zanima, ko ste prej citirali na nek način Jezusove besede sestri Luciji, ali ne moreš
res ne rešiti sveta brez te posvetitve. In ste rekli, da je odgovoril ne, ker je Bog za te čase rešitev zaupal moji materi, nekaj takega. Milosti, zaupal srcu moje matere. Srcu moje matere. Razmišljam, kakšno vlogo torej ima Marija v tem božjem odrešenskem načrtu, kako pomembna je, ali se pravzaprav te njene vloge v cerkvi sploh dovolj dobro zavedamo. Ko sem jaz prvič romala v Medžugorje, leta 1981, sem prišla na tramvajo in tam so nas policisti zaustavili in je bilo treba iti peš. In meni je prišlo na misel, veste, koliko let nazaj je to, tista Cankarjeva črtica ali njegovo izkustvo ali kakorkoli, mater sem zatajil. In jaz se vsa ta leta sprašujem, zakaj je meni to prišlo v Medžugorju na misel. In kako se on kesal vse življenje za to, da je mater zatajil, kako ga je to bolelo. Ko me je prinesla nekaj drobiža v Ljubljano, ne? Ja. Ne? In se je sramoval pred sošolci. Se je sramoval pred sošolci, ker je bila tako revno oblečena. Revno oblečena in tako naprej. Jaz se bojim, da je kaj takega, a ne? Da mi lahko, tudi kristjani, zatajimo mater in njeno vlogo. Ker res je, da je Jezus v središču, da je on odrešenik. Pa vendar v cerkvi se veliko razmišlja o tem, ali je Marija zares soodrešenica, ne? Česar cerkev nekako še ni uradno potrdila. Mnogi teologi pa vendarle razmišljajo o tej njeni pomembni vlogi, da je soodrešenica, ne? Ne vem, jaz se v to ne bi spuščala, ampak jaz mislim, da Marija nam resnično pomaga izvršiti, karkoli nam Jezus reče, a ne? Zato meni se zdi, da tudi ko se tako nasprotuje recimo določenim Marijinim prikazovanjem ali sporočilom, ne vem, no, včasih mi pride na misel, mogoče bo to zdaj malo koga motilo, ne vem, en ruski pisatelj je rekel, ne, da kaj bi se zgodilo, če bi se Jezus vrnil na zemljo, ne? Da bi mu rekli, kaj si prišel, vse si nam dal vso oblast. Marija nas spodbuja, recimo, ko sem jaz prvič srečala eno vidkinjo v Medžugorju, je rekla, ljudje prihajajo v Medžugorje, prosijo milosti, prejmejo milosti, pridejo se, zahvalijo, vzamejo malo zemlje, malo kamnja za spomin in to je vse, ne. Ampak pravi, to ni dovolj. Jaz sem rekel, kako ni dovolj, kaj pa treba narediti? Je rekla, vprašati se je treba, zakaj je prišla. Zakaj je prišla in kaj od nas pričakuje. In to je mene tako presunilo, ne? Vprašati se je treba, kaj od nas pričakuje. Ne, da obiščemo Medžugorje, ampak da se vprašamo. Ja, kakšna je moja vloga v tem odrešenskem načrtu? Vsi naši pastirji se zelo trudijo, da bi nas povabili k sodelovanju, pa lajki gor, lajki dol. Ampak Marija ti od znotraj da to gorečnost, da v resnici to potem tudi delaš. Mislim, delaš, da se trudiš, da čutiš to njeno, ona reče, vi ste potrebni, vi ste potrebni, vi ste pomembni, ne, vi ste pomembni. In nepomembni ljudje, ki se čutijo pomembni, lahko veliko naredijo. V božjem načrtu se čutijo pomembni. Tudi s tem, da darujejo svoje majhne žrtve, da molijo, da jim nekdo reče, ti samo moliš. Ne vemo, kako je to pred Bogom. Poglejte, ukrajinski škofje so za čas pred posvetitvijo pripravili 9-dnevnico z vsebinami fatimskega sporočila. Tamkajšnji verniki so se na posvetitev torej dobro pripravili. Kakšno vrednost ima po vašem mnenju dobra priprava na dejanje posvetitve, oziroma koliko ima vpliva na vernikovo duhovno rast? No, dobra priprava, jaz sem nekje slišala, oziroma nek svetnik je rekel, priprava veča svete želje. Ne? Povečuje svete želje.
Enkrat mi je nekdo rekel, veš, ne smeš iti na romanje, tako da nič ne pričakuješ. Ti moraš pričakovati. Ne? Ti moraš pričakovati. Ne? In meni se zdi, da je priprava pač pomembna. Priprava, ki smo v Sloveniji delali s pobožnostjo 5 prvih sobot, je bila zelo pomembna. Če bi Marija kar prišla, ampak mi smo 5 prvih sobot po župnijah vsakokrat šli k spovedi, vsakokrat izpolnili, kar je Marija naredila iz ljubezni do Marije. Mi smo rekli, to naj bo šopek dobrodošlice, ko pride. In če ti narediš s tem namenom, je sigurno prvič tvoje srce bolj odprto za milosti, ki ti jih Marija prinaša, pa tudi Marija je bolj spodbujena, da več prinese. Poleg gospoda opata Nadraha ste bili vi, bi lahko rekel, ena glavnih operativk, kar se tiče posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu v Slovenski cerkvi, po škofijah, po župnijah in tako naprej. Bili ste tajnica odbora več let. Pred 6 leti pa ste bili zelo vpeti tudi v pripravo na obhajanje 100-letnice fatimskih prikazovanj, ki smo jih seveda obeležili tudi v Sloveniji. Kako ste osebno doživljali obhajanje te obletnice v Slovenski cerkvi? No, mislim, jaz sem to doživljala zelo lepo. Zato, ker v resnici so se tudi ljudje zelo odzivali. Recimo en sad, recimo te priprave, je bil ta, da smo se povezali vsi Marijini častilci. Ne? Torej, tukaj ni bilo več tiste razdeljenosti, to so binkošne dvorane, to so fatimski, to so medžugorski, to je prenova, to je to. Vsi smo goreli za Marijo. In zato je Marija mati edinosti, ker nas je med seboj povezala, na koncu koncev tudi mi smo se povezali na takšen način, ne? Bolj, globlje povezali. Ko smo recimo romali v Medžugorje, jaz recimo, če sem organizirala kak avtobus, mi smo imeli zmeri na programu tole. Vsak se je prišel predstaviti, je povedal, iz katere župnije je, kdo je njegov župnik, kdo je zavetnik župnije, in za vsakega župnika smo zmolili en Oče naš. Ne? Tako da, če nas je bilo 50, smo molili za 50 župnikov, ampak iskreno, z ljubeznijo. Nekdo je povedal, joj, moj župnik gre na operacijo, dajmo moliti za njega, joj, in tako naprej. Ne? Tako da je Marija nas spodbujala, da to ljubezen njenega srca izlivamo v naše župnije, v naše škofije, v družine, v cerkev in tudi preko meja, ker smo se povezali tudi z drugimi državami, s častilci Marije na Hrvaškem, na Portugalskem, v Avstriji, v Medžugorju. Tu ni bilo več meja. Ne? Recimo lahko se reče, dobro, mi lahko delujemo do meje. Ja, duh pa se res ne ustavi na meji, niti ne rabi PCT-ja, niti nič. Razmišljam, kako smo sprejeli obiske fatimske romarice v Sloveniji. Vi ste prej že nekaj omenjali teh sadov. Pravzaprav v vseh 3 pripravah ste zelo aktivno sodelovali, ali pa vsaj 2, vem. Kaj je pravzaprav ostalo do danes od teh dobrih sadov po obisku Fatimske Marije v Sloveniji? Takrat smo bili navdušeni, kot ste dejali, je bila edinost med nami. Kaj pa lahko rečemo, kaj je ostalo do danes? No, jaz mislim, da se to vidi po tem velikem veselju, ki ga v Sloveniji mnogi čutimo, zdaj, ko se pripravljamo na to jutrišnjo posvetitev. Pomeni, da je ostalo tista, ne vem, kako bi rekla, no, ponovno se je oživilo tisto veselje, tisto upanje. Ne? Ker mi smo upali na nekaj boljšega. Potem je pandemija prišla in je vse tako bilo moreče. Ne? In zdaj ta posvetitev, joj, nekdo napiše recimo na Facebooku, upamo v preobrat. Vsi upamo, ker vemo, kdo lahko naredi preobrat. Politika ga ne more narediti, lahko ga naredi Bog. In če se Bog odloči, da bo naredil to po Mariji, in tako, mislim, da je to resnično nekaj zelo lepega. Ne? Meni se zdi, ti sadovi so res
vidijo zdaj. Ne? Zdaj se vidijo, ker na vseh koncih in krajih ti pošiljajo, joj, Marija je rekla to, dajmo še to, danes zjutraj mi je ena gospa rekla, ampak prve sobote so pa zamrle, zdaj bi bilo treba po tej posvetitvi papeževi zadoščevati, ki je ta vojna, ne? Da bi se organizirale prve sobote, da bi res, vidim to željo, ne želijo soliti pameti cerkvi, ampak to željo, da bi res naredili, kar je Marija naročila. Ne? Mislim, s tem namenom delajo. Zdaj, če nekdo razume drugače, škoda, ne? Ampak resnično ljudje delajo s tem namenom. Ne? In ta namen, po moje, jim v srce da Sveti Duh. Vse to ne more priti od drugje, kot da res narediš to, kar je Marija naročila. Ne? Tako da meni se zdi potem recimo en dogodek, ki se ga spominjam, ko smo iz Ptujske gore vračali Marijo v Fatimo. Ne? In takrat je bil z nami, oziroma je vodil naše romanje, gospod Cvikl. Ne? In smo bili na letališču v Zagrebu in potem, ne vem, kako je nekomu prišlo na misel, da mi odpremo ta kovček na letališču, ne, da ga odpremo, da bi Marija blagoslovila letališče. Ne? In smo odprli kovček in smo začeli peti fatimsko pesem. Ne? Da ste videli, to so prišli ljudje, utihnili, tam v tisti avli, ker smo čakali, ne vem, vse je bilo tiho, tiste stevardese, vse, tiho so prišli, so se pokrižali pred kipom. Mislim, kako je to ena skrivnostna navzočnost Marije. Ja, ena skrivnostna navzočnost Marije, ki reče, to je samo kip. Ne? Ampak ja, kip, ki ima en poseben mandat, to je 13 kipov. Ne? Zdaj v Ukrajino je romal kip številka 13. Ne? Se pravi, in imajo ta poseben mandat, da prinašajo en poseben blagoslov. Ne? To ni isto. Pač, to je skrivnost. Ne? To je skrivnost, ampak občutili smo, kako milostna je ta skrivnost. Prej ste omenili zadoščevanje prve sobote, pa tudi prvi petki, pravzaprav upravljanje zadostilnih pobožnosti prvih petkov in prvih sobot je prav ta pobožnost, ne? Na začetku meseca. Ja, meni se zdi ta pobožnost pomembna in o njej bi bilo lepo, če bi se govorilo, ne? Ker ljudje tudi pozabijo, zakaj upravljamo to pobožnost. Mogoče včasih slišiš pri oznanilih, ja, prvi petek, oziroma prva sobota po prvem petku, to in to. Ne? Ampak koliko let že nismo slišali, odkot izhaja to. Ne? Recimo tukaj zdaj lahko preberemo, kako je rekel Jezus sestri Luciji, a ne, kesali se bodo, kar niso izpolnili tega. Ne? Tako kot francoski kralj, ki mu je sveta Marjeta Lakok naročila, Jezus naročil po sveti Marjete Lakok kralju, naj da srce Jezusovo v svoj grb. Ne? In on tega ni storil. Ne? In njegova ta dinastija je končala na giljotini. Ne? In pač to so stvari, ki ljudje ne vejo. Ne? Zdaj, a ni več moderno govoriti o svetnikih? Ne vem. Če govorimo, mislim, Marija zmeraj pravi, pokličite na pomoč svetnike, posnemajte svetnike, berite njihove zgodbe, berite njihove življenje. Recimo, kdor je bil v Paralemonialu, kdor je doživel tiste milosti Jezusovega srca, ki se tam občutijo, ne? Seveda ve, o čemu govorim. Prej ste omenili tudi posvetitev leta 1943 v Sloveniji, ko je ljubljanski škof Rožman posvetil svojo škofijo Marijinemu brezmadežnemu srcu, potem, ko je papež leto prej v Rimu opravil to posvetitev za svet. Ne? Zanimivo tudi, da je škof Rožman takrat v to posvetilno molitev vpletel poleg Marijinih obljub tistim, ki se posvetijo, tudi odpovedi določenim zelo razširjenim grehom. Zakaj je to pomembno? Ja, zato, ker posvetitev naj ne bi bila magično dejanje, a ne? Mislim, nekje zdaj pred to posvetitvijo so tudi komentirali, a ne? Ja, lahko naredimo posvetitev
tako po domače povedano, ne iskreno, ne s figo v žepu, kao vrni nam prejšnje stanje pred pandemijo, Bog, vrni nam stanje pred vojno, da bomo mi lepo veselo naprej se lepo imeli in delali iste grehe, kot smo jih do zdaj, recimo. Ne? Seveda to ni poštena posvetitev. Ne? Posvetitev ne more biti narejena na takšen način, ker je Marija v Fatimi rekla, naj se odpovejo grehu, poleg posvetitve, naj se odpovejo grehu, naj ne žalijo več Boga, ki je tako zelo žaljen. Zdaj tukaj je en problem, ne? Recimo, če tako gledaš zdaj natančno, kdo se je odpovedal, kdo se ni odpovedal, odpovedati se grehu je zelo težko, ne? A ni težko? Meni je težko, ne? Grešnim navadam in tako naprej. Zdaj, kaj pa, če posvetitev pomaga, da nam bo pol lažje se temu odpovedati, ne? Da ne bomo pri spovedi naslednjič spet ponavljali istih grehov, ne? Kot smo jih pri zadnji spovedi. Ja, da ne bomo ponavljali istih grehov, ali pa da bomo mogoče z duhovnim voditeljem lahko pogledali, kako nam je Sveti Duh pomagal, da smo skozi neko oviro šli, da smo ozdravili neko notranjo rano, ne? Da smo se osvobodili nekih strahov, ki se vračajo, ampak si našel ključ, kako se jih osvobajaš. Ne? Ker Marija v Medžugorju tudi rekla, naj si vsak izbere duhovnega voditelja, ki vam bo povedal, kaj je greh in kaj ni greh, ne? Ki vas bo vodil. Ne? Recimo, spomnim se, vitkinja Marija Pavlović je pripovedovala, kako je bila ona vznemirjena, kadar je bila še otrok, ne? In je seveda si izbrala duhovnega voditelja, ki je bil pater Slavko, in on je prišel zelo zgodaj k njej na pogovor, ker je šel ob 4 na Križevac, in ona je rekla, da je šla ona v čevljih spat, ne? Da bi bila zjutraj pripravljena, kom pride. Ne? Mislim, kakšno spoštovanje tudi do tega pogovora o potovanju tvoje duše proti Bogu s pomočjo duhovnega voditelja. Ne? Kaj pravzaprav tu Marija in Jezus, Bog, pričakujejo od nas ljudi? Vi ste Bogu popolnoma predani, svoje življenje ste mu popolnoma predali s posvetitvijo. Tudi mi se tukaj posvečamo s tem dejanjem. Kaj to pomeni? Da smo nekako po tem dejanju, po tej naši svobodni odločitvi, dejanju naše svobodne volje, popolne predaje Bogu, zares potem njegovi, da bi zlo imelo na nas manj vpliva? Ali kako je s tem? Kako naj to razumemo? Ja, ne vem, ko je Marija v Medžugorju na začetku 3. tisočletja rekla, dragi otroci, posvetite se, Satan je spuščen z verige, zato se posvetite mojemu in Jezusovemu srcu. Ne? Pa sem jaz enkrat vprašala vitkinjo, sem rekla, zakaj za to? Je rekla, zato, ker nas lahko zaščiti. Ne? In tudi tukaj pri Don Gobiju reče, posvečena stvar, a ne, nekaj posvečenega je izvzeto, služi za Božje stvari. Ne? In če se mi posvetimo Marijinemu srcu, lahko v njenih rokah, v njenem srcu služimo Božjemu načrtu. Tako jaz to razumem. Ne? Da bi Satan nas manj nadlegoval, ne verjamem, mogoče še bolj, ampak ne more več nas zlomiti, a ne, če smo Marijini. Ne? Ker ona je tudi rekla, zmagali boste, če ste moji. In to posvetitev tudi, kot svetuje recimo pater Nadrah, treba vsak dan obnavljati. Ne? Kot so rekli ukrajinski škofje, zdaj se je končalo obdobje miru, če je bila res že narejena posvetitev, obnovimo jo, ne? Da bo spet prišlo obdobje miru. Ne? In tako je tudi s to obnavljajo se recimo poročne obljube, obnavljajo se krstne obljube. Zakaj se ne bi obnavljala še posvetitev? Ne, ki je tako pomembna, prihaja iz nebes to naročila. Vi ste omenili prej italijanskega duhovnika, že pokojnega Don Gobija. Zanimivo, v teh sporočilih, ki mu jih je Marija dala, lahko preberemo tudi, da bo to obdobje, ki ga očitno sedaj živimo, njeno brezmadežno srce za njene človeške, zemeljske otroke edino varno zavetje. Če se spomnite, pred leti, ko se je v Sloveniji, mislim, da celo posvetila prva skupina Marijinemu in Jezusovemu srcu v Stiški Opatiji, v Opatovi kapeli, takrat je bila navzoča tudi medžugorska vitkinja Marija Pavlović Luneti. Imela je tudi srečanje z Marijo tam pred to skupino in Marija je dala sporočilo
za navzoče, ki so se posvetili? Ja, kar se tiče tega, se spomnim tudi škof Hnilica, ne? Ko je bil v Sloveniji, je rekel, včasih je bilo dovolj, da smo se zatekli pod Marijin plašč, ne? Je rekel, zdaj so pa časi tako hudi, da je treba se skriti v njeno srce. In tudi to, ko ste omenili v Stični, Marija Pavlović je namreč veliko prispevala, tudi k ustanovitvi recimo odbora slovenskega za posvetitev Jezusu Marijinemu srcu, ne uradno, ampak duhovno, kadar ena stvar zaživi v cerkvi, ne zaživi zaradi papirjev, ne? Ampak zaživi zaradi duha. Ne? In ona nas je zelo spodbujala, da gremo naprej po tej poti. Zelo nas je spodbujal tudi škof Hnilica. Marija je Pavlović bila 2-krat v Sloveniji in ko je prvič prišla, mogoče se boste spomnili, je rekla, ponavadi mi, če kam gremo, vedno Marijo na nek način vprašamo za blagoslov. Torej Marija je blagoslovila to pot. Marija je zadovoljna, da sem prišla v Slovenijo, ne? Torej, da je tudi Marija se prikazala na koncu v Sloveniji. Ne? In takrat, ko je pa drugič bila, je pa bilo to, ne, da smo naredili to dejanje posvetitve in po tem dejanju je ona imela videnje in kolikor jaz spremljam te vidce, vidim, da imajo oni čutijo eno veliko odgovornost, da molijo za druge. Ne? In ona je takrat čutila, da mora Mariji izročiti vse te ljudi, ki so tukaj v cerkvi, je bila polna Stiška bazilika, ne? In je izročila pač to posvetitev kot nekaj lepega, ne? Najlepši dar, ki ga Mariji lahko daš. Ne? In Marija je rekla, ne boste obžalovali tega dejanja, ne vi, ne vaši otroci, ne vaših otroci. Ne? Se pravi, tako daljnosežna je ta dobre posledice. Posvetitev, ja. Še na naše potomce potem. Ja. Res je to, bomo videli v nebesih, bomo še kaj več rekli. No, prej ste rekli, da pač ljudje, ki dajemo obljube za obljube, je znano pač, da jih na toliko časa nekako obnavljamo. Ne? Zakaj je to pomembno, da jih obnavljamo? Če smo jih enkrat dali, zakaj jih je potrebno obnavljati? Zakaj jih je potrebno obnavljati? Pa jaz mislim, zato, ker nismo sami pri tem obnavljanju. Ne? Je z nami Marija, je z nami Jezus, je z nami Bog. Kličemo nove milosti. Izrazimo naše zaupanje, da so z nami, da smo v Marijinem srcu, da posvetimo čas molitvi. Ne? Ker tudi molitev je tako, ne? Če obnoviš posvetitev, se pripravljaš najmanj z 9-dnevnico. Ne? Sicer ne bi opravljal 9-dnevnice. Greš mogoče na romanje, zato da tam narediš posvetitev. Ne? In to je čas, ki ga posvetiš Bogu, kar na tem svetu izgleda, da to z Bogom opraviš mimo grede, ne? Ker je to drugega. Ampak je pa to najvažnejše. Ne? Takrat skoncentriraš čas, da greš na duhovne vaje, da greš na romanje, da se pogovoriš recimo s svojim duhovnim voditeljem, da vse to privlači milosti. Ne? Čeprav včasih je težko. Recimo, jaz sem včeraj, ko sem se pripravljala za ta intervju, sem rekla, govorila bom o Mariji in o posvetitvi, jaz pa res moram imeti s čistim srcem na ta intervju. Ne? Lepo. In sem se potrudila, recimo, in sem si poiskala spovednika in sem se tako dobro počutila. Ne? Neki strahovi, ki pritiskajo na dušo, neke skrbi, ko se ponižaš pred Bogom. Ne? Nima hudobni duh toliko moči. Nima. Lepo. Čim bolj pogosto pojmo k spovedi. Bog obljublja svojemu ljudstvu blagoslov za poslušnost. V Svetem pismu najdemo tudi primere, kako je zagrozil s kaznimi, ki pa jih posneje ni izvršil. Kako gledate na to Božjo pedagogiko? Ja, ne vem, jaz včasih tako malo hudomušno primerjam to z temi besedami, ki jih včasih slišimo, ko se govori o Marijinih prikazovanjih, ne? In rečejo, razodetje se je končalo smrtjo zadnjega apostola, ne? Češ to tako je za veke. Ne?
Ampak jaz pravim, vse Bog se včasih tudi premisli, ne? Bog se včasih tudi premisli. Kdaj si premisli in zakaj? To zakaj, ker je usmiljen. Ne? Recimo pri Abrahamu, ne? Ko je bil pripravljen žrtvovati Izaka, ne? In potem se je Bog premislil, ne? Po domače povedano. Ne? Potem tudi, ko je Abraham se pogajal z Bogom, dejno, pa če jih bo 40, pa če jih bo 30, pa če bo... A ni to izraz Božjega usmiljenja, ne? Ampak potem sploh ni bilo takega števila, da bi Bog lahko to naredil, ne? Tako da ne vem, kdaj si je še Bog premislil. Velikokrat beremo v psalmih, a ne? Ali pa recimo pri vesoljnem potopu, je rekel, ne bom več tega storil, ne? Ne vem. Poglejte, zdaj recimo ta vojna v Ukrajini, a ne? Se je to res nekaj groznega, ne? Groznega. Ampak odločitev za posvetitev se je pa zgodila prav zato, ker smo gledali, da človek tukaj ne more pomagati, ne? In upamo, da vsi ti, ki so umrli, ki so darovali svoje življenje, bodo imeli veliko plačila v nebesih, ker so sprožili recimo to milostno dejanje, ne? Ne znam drugače razmišljati. Prej ste omenjali drugo fatimsko skrivnost. Kaj pa tretja, ki je bila najdlje časa neodkrita in neznana pravzaprav v javnosti, potem se je nekako po delih odkrila. Koliko je vam znana njena vsebina in kaj razmišljate ob njej? Ja, tretjo fatimsko skrivnost je Janez Pavel II. Objavil v javnosti leta 2000. Ne? To gre pač za to, vse to je objavljeno, to se lahko bere, a ne? To gre za to videnje, ki ga je imela sestra Lucija, papeža in duhovnikov in vernikov, ki grejo na neko visoko goro, kjer je en križ. In papež, ta človek v belem, pade pod streli. Ne? Tako da so razlagali, da je ta skrivnost se nanašala na papeža Janeza Pavla II. In na atentat nanj. Ampak tudi to je skrivnost, ne? Papež Benedikt XVI., ko je šel v Fatimo leta 2010, je rekel eno stvar, ki se ni ravno ujemala z tezo kardinala Bertoneja, ki je rekel, da fatimska skrivnost se nanaša na preteklost. Ker je Benedikt XVI. Rekel, motijo se tisti, ki mislijo, da fatimska skrivnost govorile o preteklosti. Ja. Tako, a ne, tudi tako kot vsi mi, to, kar mislimo danes, mogoče jutri razmišljamo malo drugače, pojutrišnje malo drugače, in tudi papeži z znamenji, ki se dogajajo, vedno globlje gledajo in vidijo v fatimsko skrivnost. Očitno pa je Fatima tudi zelo povezana z Medžugorjem. Vi ste zelo dobra poznavalka medžugorskih dogodkov, ste tudi osebno zelo povezani z vitkinjo Marijo Pavlović, že skoraj od začetka Marijinih prikazovanj. V Medžugorju je Marija Vicem tudi dejala na nek način, da bo tukaj zaključila, kar je začela v Fatimi. Kako vi razumete te njene besede? Kaj bo torej tu resničila? Torej, Marija je samo enkrat v Medžugorju omenila Fatimo in to je bilo leta 1991, mislim, da je bilo 25. avgusta, ko se je začela vojna. In takrat ni rekla, da bo tukaj zaključila, čeprav se tako govori. Ampak, če greste brati sporočilo, vidite, da je rekla, prosim vas, da mi pomagate s svojimi žrtvami in molitvami, da izpolnim skrivnosti, ki sem jih začela v Fatimi. Ne? Ker Marija se prikazuje tudi na mnogih drugih krajih. Ne? Tako da z vsemi, ki sodelujejo pri tem bona. Ampak je pa omenila, pač, da so skrivnosti, ki jih je začela v Fatimi. Vse je zanimivo, ne? Da se je Marija prikazala ravno v eni deželi, kjer je komunizem vladal. Ne? Dejali ste, pomagajte mi, je rekla. Ja. S čim bomo torej? Rekla je z žrtvami, odpovedmi in postom in molitvami. To je torej zelo pomembno. Ja.
da bi se mogli z našim sodelovanjem uresničiti njeni in Božji načrti. Ja. Tudi iz 10 medžugorskih skrivnosti je znano, kot pripovedujejo vici, da gre poleg lepih tudi za zelo težke dogodke za človeštvo. Vendar pa moramo nekatere zaenkrat skrite dogodke, torej, ki naj bi zadeli človeštvo, še omiliti, morda celo odpraviti. Kot ste vi dejali prej, da je Bog dejal v Svetem pismu, beremo, ne, če je 10 pravičnih, ali boš preklical kazen, nas ne boš kaznoval. Če jih bo le 5, Gospod, in tako naprej. Ne? Ali je tukaj že to zaključeno, ta odločitev Božja, kaj povedo medžugorski vici? Za nekatere stvari sem slišal, da jih še moramo omiliti, kar se tiče kazni za človeštvo. Verjetno pa ne popolnoma odpraviti. Ne? Kakšen vpliv ima po vašem mnenju spreobrnjenje na dogodke v svetu, pa tudi na svetovni mir? Ne? Če se da omiliti, pač medžugorski vici o skrivnostih ne govorijo, ne? Da bi povedali. Jaz se samo spomnim tega, zdaj mi prihaja na misel, naj ne bo to zdaj neko preroštvo, ampak en italijanski novinar je spraševal Vicko leta 2001, kdaj se bojo začele dogajati skrivnosti, in seveda, kot vedno, se je ona izognila odgovoru, da bi povedala kdaj. Potem je pa drugače vprašal in je rekel, povej mi, če smo v prvem ali drugem polčasu. In ona je rekla v drugem. Ne? Torej, leta 2001 je bilo 20 let od začetka prikazovanj. Ne? Letos se izteka 40. leto. Ne vemo, pač ne vemo, ampak jaz mislim, da ni toliko, da bi Bog zdaj tako strašno potreboval naše sodelovanje, da bi rešil svet. Jaz mislim, da je to predvsem zato, da je nam lažje. Ne? Ker če mi zaupamo, če mi verujemo, recimo, če gledate zadnja sporočila, ki jih je Marija dala leta 19, leta 20, 21, ne? Ona povsod pravi, bodite veseli, bodite polni upanja, ne imejte strahu pred prihodnostjo, ker prihodnost je Božja. Ne? In zdaj, če ti živiš v tem duhu, je tebi lažje. Ker Marija ne želi, da mi trpimo, oziroma želi nam pomagati, da ne bi padli v to moro. Ne? Zato pa pravi, bodite luč za druge. Ampak kako boš luč, če je tema? Ne? Edino tako, da to luč črpaš od nekje drugje, ne iz televizije, ne iz medijev, ne iz tega, kar svet govori, ne? Kar je govoril 2 leti o epidemiji, pa zdaj to, pa to. Ne? Če nimaš nekega drugega vira luči, je težko preživeti. In Mariji se mi smilimo, ne? In želi, da je najprej nam lažje pri srcu. Jaz tako mislim, ne? Ker vidim, da v tej osamljenosti, recimo, če se povežeš v molitvi, če spodbujamo drug drugega, ne? Če rečemo, poglej, pa to se da tako, pa to mi se to zgodilo, ali pa če se poslušamo tudi v stiskah, ne? In na koncu te stiske izročimo Bogu, ne? Ker če se ti pogovarjaš o negativnih stvarih in rečeš, nikdar ne bo nič boljše, ne vem, če ti to kaj pomaga, ne? Ampak da gledaš to v neki luči odrešenja, ne? Da gledaš, kaj je preživel Jezus na tej zemlji, ne? Kaj je preživela Marija, kaj so preživeli svetniki, in da je to en majhen košček, ne? To življenje na zemlji. Ne? Sej, če gledamo naše starše, recimo 2 vojni so dali skozi. Ne? Tako da, kaj so si drugega želeli kot večnost? Ne? Moja mama, ko je bila skoraj zelo blizu smrti, ne? Pa so jo vprašali, če bi bila rada še enkrat mlada. Je rekla, Bog vari. Tako da tudi tu, ne, Marija pravi, veselite se večnosti. Ne? Ker nam je težko bilo do zdaj se veseliti večnosti. Ne? Smo mislili, to je za pol, ko bomo stari, ne? Zelo stari, ne? Se smo že. Ampak ko bomo še bolj, ne? Takrat bomo mislili na večnost. Ampak ne, situacija, ki se dogaja, pandemija, vojna, te prisili, da ko si še otrok, misliš na večnost.
In to je dobro. Mislim, da večnost je dobro. In če nas krize spodbujajo k temu, se mogoče lahko tudi zgodi nekaj, da bomo začeli iskati razloge, zakaj živimo, kam gremo, kdo smo, ne? Ker recimo rečejo, da bi se ljudje vrnili k Bogu. Da bi se Evropa spet vrnila k Bogu, ne? Ja, koliko ljudi v Evropi pa sploh je morda doživelo, kaj pomeni biti prijateljstvo z Bogom. Ne vem, kako je s tem, ne? Recimo, kako to doseči? To lahko naredi Bog. Kot je padel Berlinski zid, vsi smo strmeli. Tako bo naredil tudi to, da bodo ljudje začutili potrebo po Bogu. Ampak to lahko naredi Bog. In če on reče, delajte te in te in te in te korake, ne boste vi nič naredili, kot je rekel škof Mrzlje Kostični. To nismo napravili mi, to je napravila gospa Fatimska. In je z rožnim vencem mahal proti njej. In res, ne? Tako jaz mislim, no, da je to vse ena Marijini obiski na zemlji. Marija, eni rečejo, zakaj 40 let? Ja, zdaj razumemo, zakaj. Prej se mi zdelo že dolgo, a ne bilo že enkrat konc teh prikazovanj, ne? Ampak treba biti potrpežljivi in zaupati, ker zaupanje pomeni prav to, da ne razumeš, ampak zaupaš. Zanimivo se mi zdi, da vi v vaše osebne molitve zelo pogosto vpletete tudi prošnjo za zmago Marijinega brezmadežnega srca. Zakaj to naredite in kaj pomeni pravzaprav ta zmaga? Kdaj se bo to uresničilo? Ja, jaz tega ne vem. Ampak zmaga je tudi v tvojem srcu, ne? Zmaga je tudi v tvojem srcu, ne? Kadar ti doživiš to odrešenje, kadar ti doživiš, da mogoče so to bolj redki trenutki, ne? Ampak doživimo te trenutke, ko ti vidiš, da je v tebi zmagala ljubezen, zaupanje, odpuščanje. To je torej njena zmaga tudi. Ja, to. Zmaga njenega srca v naših srcih, pa tudi v svetu. Se bo. Obljublja je, ne? Obljublja je in bo. In ta posvetitev bo gotovo pripomogla k temu, ne? Upamo, da bodo sodelovali vsi škofje, duhovniki, pa tudi verniki v največji meri po vsem svetu, ne? Da bi uresničili v največji meri, kolikor se da, te Marijine želje v Fatimi. Jaz mislim, da ja, ne? Ker to je pač tudi tukaj v Don Gobiju je Marija rekla, da si prav to želi, ne? Da se posvetijo njenemu srcu, poleg Rusije in Ukrajine in tako naprej, da se posvetijo vsi škofje, vsi duhovniki, vsi verniki, vsi redovniki, ne? Tako, izročijo svoji materi, ne? Bila sem vesela, ker sem videla, recimo, župniki so rekli, mi bomo točno ob 5. uri naredili posvetitev z istim besedilom, kot ga je papež poslal in potem bomo imeli križev pot, recimo, ker je jutri petek in tako. Tako, ne, mislim, to je res eno lepo sodelovanje. Vabilo je prišlo z najvišje inštance, ne? In mislim, da se bomo odzvali vsi. Zakaj pa ne? Saj si vsi želimo, da bi bilo konec te morije in da bi zavladal mir, da bi zavladala ljubezen in da bi začutili, da smo Božji otroci, ne? Ob koncu, gospa Dragica Čepar, bi rad še enkrat, da nam spregovorite o tem, kar ste omenili v najnem dosedanjem pogovoru, namreč, da to dejanje posvetitve, enkratno dejanje, ni dovolj in da bo treba po tem dejanju živeti iz te posvetitve. Kaj to pomeni živeti torej iz te posvetitve, da bo se ta Marijin načrt lahko uresničil? Ja, živeti iz posvetitve, jaz mislim, da pomeni izpolnjevati Božje zapovedi. Ne? In izpolnjevanje Božjih zapovedi, mislim, da vemo, na kaki točki smo mi, a ne? Kot družba, naši zakoni, vse to, ne.
Zdaj, koliko mi lahko vplivamo na to, lahko vplivamo tako, da v svojem življenju to uresničujemo. Pa tudi, ne vem, recimo, če ti vidiš, da ti ena stvar koristi za zdravje, potem to delaš, ne, eni laufajo, drugi to plavajo, tretji, četrto. Tako je vadba na duhovnem področju, ne. Jaz mislim, da če začutiš, da ti prinaša srčni mir posvetitev, zakaj jo ne bi večkrat ponovili? Zakaj jo ne bi tudi mogoče, ne vem, enkrat sem slišala enega škofa, ki je govoril, da bi mogoče naredili en kongres letni vseh posvečenih Marijinemu in Jezusovemu srcu oziroma vseh Marijinih častilcev, ker mislim, da so se Marijini častilci vsi posvetili Jezusu Marijinemu srcu, ne? Da bi to bilo, a ne, toliko src gorečih na kupu je en plamen. Ne? In zato, da Boga slavimo, mi zelo malo časa posvetimo temu, da Boga slavimo skupaj. Skupaj, ne? Skupaj kot občestvo. Tudi zdaj zelo pogrešamo občestvo, smo ga zelo pogrešali, ne? Vse po Zoomu, vse to, nimaš bližine, nimaš in zakaj je pomembno? Jaz mislim zato, ker je Marija to naročila, ne? Zakaj je Marija to naročila? Ker Bog hoče. Zakaj Bog hoče? Ja, to pa jaz tako daleč. On že ve, kaj dela. Očitno bodo mnogi še morali poiskati tisti dve sliki, ki sta bili tako zelo spoštovani in čaščeni po domovih naših staršev, prastaršev in prastaršev, srce Jezusovo in Marijino, ki so jih mnogi mladi odstranili iz stanovanja, pa vendar sta tako zelo dragoceni, ne? Kajti le v zavetju teh src bomo varni sedaj in tudi v prihodnje. Zagotovo, zagotovo. Nažalost se jih tudi odstranili iz nekih cerkva, ampak jaz mislim, da je to pot, ne? Da je to pot. Božje srce, Marijino srce, vir edinosti. Vir edinosti, edinosti ne morejo zgraditi ljudje. Edinost ne more biti ukazana, ne? Ampak edinost je lahko samo posledica ljubezni. Ljubezen pa izhaja iz teh src. Ne? Ljubezen izhaja iz teh src in iz ponižnosti. Iz ponižnosti, da nismo mi, ki gradimo novi svet. Najlepša hvala za te bogate misli, ki ste jih delili z nami in našimi gledalkami in gledalci. To je bila torej gospa Dragica Čepar, posvečena Fokolarina in animatorka posvetitve Jezusovemu in Marijinemu srcu v Sloveniji, v Slovenski cerkvi. Hvala za vaš obisk v našem studiu. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost.